Lepo zdrav še z komentatorskega mesta. Derbi Ljubljanske kotline, torej, kar je tehnično gledano za Olimpijo že drugi derbi zapored, glede na to, da je prvega pred tednom dni, pred dnevi, bolje rečeno, odigravala v svojih Stožicah proti Bravu, kar je bil pravi ljubljanski derbi. Spremljal je situacijo, vedel je, da mora najbrž stati malo izven svojih vrat. Vukušiču ni uspelo podati, zato pa podaja iz druge vrste proti Menalu. Karič pazi na Menala, odlična podaja proti Saviču, krasna priložnost za Olimpijo in gol. Fenomenalna akcija Ljubljančanov, ki so v 16. minuti povedli in ni bilo potrebno dolgo čakati na prvi zadetek na današnji tekmi. Veselje in sreča tudi na delu tribune, kjer za Ljubljančane stiskajo pesti navijači. Napaka tam na sredini, Menalo je tu odpravil dobro delo, kaj dobro, odlično s tole podajo. Je iz igre izločil, prikradel iz ozadja in zatresel vratnico, ostaja pri 1:0. Le slabe 3 minute po doseženem zadetku. V tem primeru doseže še lepšega. Čekiči bo streljal na vrata, to se je videlo. Zato požel ne malo pohval pri delu ljubljanskih navijačev. Zdaj pa bodo imeli domači morda razlog za veselje, kajti Domžalčani so že v kazenskem prostoru. Kakšen gol Tamarja Svetlina v 29. minuti za izenačenje. Fenomenalen zaključni udarec tega golobradega mladeniča. Tole si bo vredno ogledati še iz mnogih zornih kotov. Tole ni uspelo Pišku, na to pa je iz ozadja pritekel. Torej velika priložnost zdaj za Olimpijo, ki še vztraja v tem napadu. To je bila vendarle velika priložnost za Menala. Golijada se je v Domžalah definitivno začela in zdaj je klonil Aldin Mulalić še drugič na današnji tekmi. Endri Čekiči, 4. gol, drugi z razdalje zapored. In poglejmo še enkrat. No in poglejmo zdaj, kako bo šlo v tretje. Ne gre dvomiti, da bo Albanec še enkrat poskusil s strelom na vrata. Sikošek, nevarna podaja. To je bila priložnost za Slobodana Vuka. Je to morda nova priložnost za Olimpijin protinapad. Tomič, odlično proti Saviču. Zdaj je to velika nevarnost. Savič lahko strelja, poda, karkoli, vendar na koncu je uspešen Mulalić. In že je vroče na drugi strani, kjer se je z obrambo izkazal Vidmar. Menalo se tam bori, Ibričić se je vključil, tam je zdaj Tomič pri žogi, da uspe strelj tule Saviču, Savič, drugi zadetek Stefana Saviča na tekmi za 3:1. Spet je bila gneča v kazenskem prostoru Domžal. Poglejmo si natančneje, kaj se je dogajalo. Tule domžalskim branilcem ni uspelo izbiti žoge. Tomič, spet nekaj sreče. Ja, dober dribling Saviča. Tomič in Svetlin sta imela dvoboj, zdaj Čekiči, ki je opazil Menala na desni strani, dobro podal. Takole sta kombinirala. Kakšen zadetek Đusija Lupete. Ja, kaj takega, no, takoj po prihodu v igro v 74. minuti je Portugalec že med strelci. To je zorni kot, ki ga čakamo. Menalo, kakšna podaja Menala in jasna stvar, da je tu stranski sodnik videl prav, da je Mulalić svojo mrežo reševal kakšne 2 metra za črto. Hkrati tretja od zadnjih 4, da je temu tako. Priložnost zdaj za Sapinena. Sapinen bo prišel do zaključnega udarca, ampak na pravem mestu je Vidmar. Počakati na lepšo priložnost, medtem pa 6. kot Domžalam. Odlično Vidmar. No, tule pa je imel kar precej dela. Ja, dobro, visok poraz. Občutek malo lažen. Mislim, da se nam dogajajo stvari, ki so se nam dogajale že na začetku prvenstva, pa tudi odkar sem jaz tukaj.
neke individualne napake. V prvem polčasu šli super v tekmo, bili v polju celo boljši, potem pa pas nepotreben, recimo čista zadeva, iz katerega dobimo gol. Pa potem v drugem polčasu malo odprti, spet mogoče dominantni v polju, ampak enostavno Olimpija ima individualno kvaliteto, ki je prišla danes do izraza v vseh teh golih. Videli smo, kakšne gole so dali, tako da na koncu malo na silo iskati rezultat, ampak čestitke Olimpije za zmago. Dobro, ja, res da je rezultat 4:1, mogoče so momenti, ko bi mogli malo več držati žogo, v vsakem primeru sem pa zadovoljen.